Gre za nacionalni program finančnega izobraževanja. Ta program je Slovenija dolžna pripraviti na podlagi zaveze OECD-ju po vstopu OECD. Pač Slovenija mora imeti tudi nacionalni program finančnega izobraževanja. To je zelo pomembna zadeva. Oblikovana je bila delovna skupina pri Ministrstvu za finance in mi se tu zdaj oglašamo preprosto zato, ker z predlogom nacionalnega programa finančnega izobraževanja, ki je pa zdaj, mislim, da se bo danes, jutri se zaključuje ena zelo kratka javna razprava, verjetno, ne vem, koliko ste sploh opazili, da ne bi bil v javni razpravi. Mi s tem programom nismo zadovoljni, preprosto zato, ker mislimo, da služi predvsem interesom ponudnikom finančnih storitev, ne pa potrošnikom. Banke in drugi finančni ponudniki želijo pravzaprav izkoristiti nacionalni program kot kanal za trženje in da bi v bistvu na ta način prišli do javnega denarja za trženje, kar je pa sploh nesprejemljivo. Dopustiti bankam, da izobražujejo potrošnike, je tako, kot če bi na primer dali McDonald'su nalogo, da izobražujejo o zdravem prehranjevanju. Kjer so pač naštete obstoječe izobraževalne aktivnosti, boste videli bančni vestnik, bančna šola, v bistvu vse stvari, ki nimajo čisto nič skupaj z izobraževanjem potrošnikov. In to zelo jasno kaže pač na namero, da v bistvu se v ta sklop tega nacionalnega programa vključi, da bi banke lahko iz javnega denarja se financirala pač izobraževanje svojega osebja, pa zavarovalnice, pa seveda zavarovalnih zastopnikov, pa posrednikov. Zato tudi potrošniki niso definirani kot ciljna skupina tega finančnega izobraževanja, čeprav jih tako definira OECD pa Evropska komisija. Tisto, kar mi mislimo, da je minimum, da v tem programu ne sme biti trženskih aktivnosti in pa v tem programu je predvidena centralna internetna stran, spletna stran in tu tudi mislimo, da v uredniškem odboru ne sme biti ponudnikov, to se pravi tisti, ki bodo zadeve tržili, ne smejo biti zraven pri izobraževanju. Očitno so sredstva do zdaj zagotovljena samo za to centralno spletno stran, ker ne bi v bistvu imela pač osnovne izobraževalne informacije, pa linke pač na vse relevantne izobraževalne institucije, ampak tudi tam pač sklepamo, da pač ocena teh stroškov ni bila zares določena, ker pač se predpostavlja, da je pač produkcija testov zastonj, da se bodo brošure delale zastonj, da tudi pač članstvo v tem uredniškem odboru pač ni plačano, in to pač v bistvu samo dobesedno pomeni, kdo si bo lahko privoščil, da zastonj piše tekste, seveda banke pa zavarovalnice, ne slučajno pa kdo drug.